En lep pozdrav, Aleksander Šinigo je tukaj. Ponovno sem asistent pri dr. Richard Bendlerju, soustanovitelju NLP-ja, in tukaj v tem simpatičnem luškanem kraju v Italiji se pripravljamo, da bo dr. Bendler začel s predavanjem oziroma da bo prvič stopil sploh na oder, in moram reči, da so ti Italijani neverjetno simpatično navdušeni. 300 udeležencev na delavnici Advanced Master Practitioner, to je napredni mojster praktik. Pogoj za to, da je nekdo lahko prišel na to delavnico, je bilo v resnici to, da je imel narejen praktik NLP-ja, mojster praktik NLP-ja in seveda licenciran oziroma licenčni mojster praktik NLP-ja. Kako veste, če imate licenco za NLP, da vam piše na certifikatu licensed in ste podpisali v resnici licenčno pogodbo v angleškem jeziku, zato da dejansko uporabljate tehnologije NLP-ja. Danes bi rad govoril z vami o eni pomembni stvari, to je ta občutek sreče. Kdaj ljudje danes čutijo srečo, je odvisno seveda od svoje definicije sreče. Ker za nekatere je lahko sreča, ko so doma z ljudmi, ki jih imajo radi, za nekatere je sreča, ko potujejo, za nekatere je sreča, ko se jim nekaj uresniči, določena želja in tako naprej. Pri večini ljudi boste pa našli, da je občutek sreče povezan s tem, da se dogaja na tistem področju, kjer čutijo srečne, se dogaja nek napredek, nek razvoj, nekaj gre naprej proti izboljšavam. To pomeni, če recimo ste doma in vidite, da je treba urediti okolico, pokositi travo, urediti nekaj doma in to uredite in imate občutek, da se je nekaj zgodilo, nek napredek in ta napredek prinaša nekaterim ljudem občutek sreče, občutek, da se nekaj dogaja. Isto velja v odnosu. V odnosu recimo, da ste v odnosu in vidite, da se nekam premakne naprej, tudi če ni idealno. Vidite, moj odnos se izboljšuje, moj občutek sreče postaja boljši. In če boste pomislili na kariero, velja enako, ko vidite, da je nek napredek, da ste nekaj izboljšali, da nekaj počnete boljše kot prej in tako dalje, bo spet ta občutek sreče potencialno prisoten. In zdaj, zakaj vam to razlagam, je to, da razmislite, katero je tisto področje, ker v tem trenutku ne napredujete dovolj, in katero je tisto področje, kjer bi dejansko radi rasli, in če bi radi na tem področju čutili srečo, če bi radi imeli na tem področju dober občutek, kajti rekli smo, če je 7 milijard ljudi, je 7 milijard definicij sreče, kajti je zelo odvisno od tega, kakšna je vaša definicija sreče. Če bi radi imeli nek dober občutek, samo pomislite na to, kako lahko napredujete, kako lahko rastete. In recimo, zdaj, ko gledam teh 300 Italijanov, ki so tako neverjetno simpatični, in zraven še par tujcev, ki so prišli sem, opazujem in jih gledam in se mi zdi, da je pri njih ta občutek te sreče, ko se recimo učijo neka nova znanja, pridobivajo, vidijo priložnosti, kako lahko sebe izboljšajo, in to ljudi navdaja z nekim pozitivnim dobrim občutkom in upanjem in vero, da bo njihovo življenje lepše. In opazovati to je nekaj čudovitega, nekaj lepega, nekaj dragocenega. Tako da sem res hvaležen, počaščen, da sem lahko tukaj zraven. In omenil bi še to, da občutek sreče tudi izhaja iz tega, da če ljudem pomagamo, damo nekaj lepega, dobrega, naredimo nekaj za druge. In včasih, če je to nekaj tako banalnega, kot je, da nekomu v trgovini, ko vidite, da se mudi, rečete, le izvoli, greš naprej pred vrsto. Ali pa, da nekomu, ko vidite, da težko nosi torbo, primete torbo in mu je nesete. Ali pa nekomu, ko vidite, da tam prodaja Kralje ulice revijo in rečete, evo, ti bom kupil jaz, pa ti pustim še 1 evro zraven, pa ne vem. Ali pa nekomu, ki ga poznate, ali pa nekomu, kar niti ne poznate, nekaj podarite, ali pa mu pripravite nekaj za jesti. To vse nas obdaja z občutkom sreče. Zakaj? Kajti, ko nekoga drugega srečamo, ko nekomu pomagamo, še posebej, če je ta oseba nam pomembna, dragocena, se tudi mi dobro počutimo. To pomeni, v dajanju najdemo tudi srečo. In zdaj, mi imamo v ponedeljek v Ljubljani en fantastičen dobrodelni dogodek, ko bo 17 predavateljev. In teh 17 predavateljev bodo vsak po svoje vam želeli dati in podariti njihovo skrivnost
uspeha, njihovo skrivnost preboja, njihovo skrivnost, kaj po njih je lahko za vas koristno. Vsakemu izmed njih smo dali navodilo, da vam pripravi eno praktično koristno stvar, ki jo lahko implementirate v vašem življenju. In hkrati vam ponujamo priložnost, da z donacijo, da z vašim darom, da s tem, ko prispevate, in to je lahko simbolični prispevek, v bistvu pomagate in osrečite nekoga. In s tem, ko boste osrečili te otroke, ker mi bi radi imeli slovenski razred v Keniji, mi bi radi slovenski razred, to pomeni, da bo na vratih pisalo, da je to slovenski razred. In bi radi pomagali, da otroci iz krajev, kjer nimajo možnosti izobraževanja, dobijo priložnost, da se naučijo nekih znanj. In ta vizija moja je za dolgi rok je ta, da bi rad z tehnologijami in z znanji opremo otroke po vsem svetu, da bodo imeli dostop do znanj, kot so NLP, postavljanje ciljev, odprava strahov, avtosugestija in tako dalje. In da bojo s tem znali sami narediti preboj v življenju, ki si ga želijo. Tako za vse tiste, ki še niste prijavljeni, jaz vas vabim, da se prijavite. In zdaj ni izgovorov, kajti vsem smo že rekli, da tudi če ne boste mogli priti v ponedeljek osebno, da lahko pridete virtualno. To pomeni, mi bomo naredili najbrž celo live streaming, to pomeni, to se zdaj pogovarjamo, da boste lahko v živo nas spremljali od doma v posebni zaprti Facebook skupini. Edino, kar rabimo od vas, je potrdilo, da ste donirali, da ste prispevali, da ste tudi vi podporniki slovenskega razreda in sistem tudi ne samo drugim, tudi vam pričarali en dober občutek sreče. Tako da želim vam srečen dan, srečno popoldne, srečno jutro, srečen večer, srečno noč, srečno življenje in predvsem to, da boste do konca življenja preživeli v tem dobrem čustvenem stanju, ki mu rečemo sreča. In tukaj sploh ni važno, kakšna je vaša definicija sreče. Prijavite se v ponedeljek 16:00 do 21:00. Odličen, brezplačen dogodek, kjer boste videli 17 odličnih predavateljev, 17 skrivnosti za uspeh, preboj, manifestacijo in seveda 17 odličnih predavateljev, s katerimi se boste lahko družili, povezali, izmenjali izkušnje. Vidimo se v ponedeljek. Bodite v cvetju. Hvala lepa.